Na svetovnem prvenstvu hokeja za dekleta druge divizije v skupini A, ki je Hokejska zveza Slovenije in Hokejski klub Maribor gostita v Ledni dvorani, zraven reprezentance Slovenije in še 4 drugih reprezentanc tekmujejo tudi Severne Korejke. Slučajno je sopadalo, da tej diviziji oziroma v tej skupini svetovnega prvenstva v ženskem hokeju je tudi skupina iz Severne Koreje, hokejisti iz Severne Koreje. Zdaj to odlično sopada z enim projektom, ki se je zgodil pred meseci, ko je predsednik Združenja slovensko-korejskega prijateljstva prenesel sadike, potomke stare trte, tako v Severno Korejo kot v Južno Korejo v znak miru, ker pač nekako želja je, da se Koreji spet združita, dejansko, da postane to ena država. Potomki stare trte rasteta na obeh stranih 38. vzporednika, tako v Severni kot tudi Južni Koreji. Zaradi pogojev, ki niso enaki tistim na Lentu ob Dravi, trti na drugi strani sveta rasteta v rastlinjaku. In ker se danes te hokejistke Severne Koreje v Mariboru, smo jih povabili v hišo stare trte, da se jim tudi v bistvu zahvalimo za to priložnost, da smo lahko posadili potomke stare trte tudi v njihovem glavnem mestu Pjongjangu in da tudi jim predstavimo v bistvu to, bom rekel, najstarejšo trto na svetu in nekaj tudi o naši zgodovini v bistvu. V torek sta se na tekmah svetovnega prvenstva pomerili reprezentanci Slovenije in Severne Koreje. Z rezultatom 5:4 so bile boljše Severne Korejke, ki so do zdajšnjih 4 medsebojnih obračunih bile 4-krat boljše. Veseli smo, konec koncev je Maribor evropsko mesto športa in s tem tudi dokazujemo, da si to titulo zaslužimo. In včeraj recimo presenetljivo smo od Severne Koreje izgubili, kar pomeni, da gre za eno kar kvalitetno ekipo. Tam, koliko vam ima tudi informacije, dajo veliko na te ekipne športe, tudi v ženskem nogometu so dobre, tam dejansko ni tako velikih razlik med spoloma pri športu, tako da dejansko pri, bom rekel, bolj moških športih so ekipe v Severni Koreji kar izenačene, tako na moški in ženski strani. Severne Korejke so kljub temu, da šele vstopamo v pomladni del leta, ene izmed zanimivejših gosti letos v Mariboru. Pametno, mislim, da smo izkoristili to in povabili v hišo stare trte. Gre sicer za državo, ki nekako v svetu velja za najbolj izolirano državo na svetu. Zato jaz tudi lahko vam povem iz prve roke, ker sem bil pred 2 letoma v tej državi in sem doživel to, tako da dejansko lahko potrdim, da gre za eno izjemno zanimivo državo in nekako si mislim, kaj tem ljudem pomeni, da so nekje v tujini, recimo Maribor, to sem vesel, da smo lahko tudi njihovi gostitelji. Simbolike večernega sprejema in povezovanja Slovenije s Severno in Južno Korejo neposredno 450 let stari trti ni bilo mogoče spregledati. Podobno kot ostali, tudi Severne Korejke navdušenja nad trto niso mogle skrivati.